počastite z njim Boga. Edinemu Bogu slava, uči nas sveta angela in pravi živite novo življenje, počastite z njim Boga. O večerih zate je v svet obstal, ko življenje je svetnikov oče bral, da po njih naj naše namisli strvi, tu nam danes polagaš v srci. Edinemu Bogu slava, uči nas sveta angela in pravi živite novo življenje, počastite z njim Boga. Edinemu Bogu slava, uči nas sveta angela in pravi živite novo življenje, počastite z njim Boga. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni v naši domači oddaji Pot poti. Tokrat smo na Gorenjskem v eni podeželski župniji. Z nami je tudi gospod župnik Branko, ki nam bo na kratko predstavil župnijo. V drugem delu bomo pa slišali glasbeno skupino, oziroma se nam bo glasbena skupina Pot predstavila. In ima skoraj enako ime kot naša oddaja, spoštovane gledalke in gledalci Pot poti. Lepo pozdravljam tukajšnjega župnika, lepo pozdravljeni in hvala, da ste se odzvali na povabilo. Bog daj. Ja, lep pozdrav tudi vam za povabilo. Torej župnija, to je Trstenik, blizu Kranja, približno 10 km iz Kranja, na poti proti Golniku, tej znani bolnici za pljučne bolezni, ki jo pozna vsa Slovenija. Gre za majhno podeželsko župnijo, ki ima okrog 1000 vernikov in samo eno podružnico Knetiše. Jaz sem na tej župniji župnik drugo leto zaključujem. In Srečanci smo sprejeli to župnijo že v 50 letih. Tukaj smo tudi naredili svoj dom za ostarele Srečance duhovnike, ki tukaj preživljajo svojo starost, pač tisti, ki si ne morejo pomagati sami, da tu za njih poskrbimo. Drugače, župnija je zelo živahna, vsaj jaz, ko sem jo večkrat se srečeval s temi ljudmi, preden sem bil župnik, sem doživel ta utrip, da je to res prava srečanska župnija, kjer se vedno nekaj dogaja. In ko sem prišel v to župnijo, sem skušal najprej odkriti, katere so tista živa jedra v tej župniji. In ta živa jedra so se mi prav pokazala v pevskih zborih, predvsem tej glasbeni nadarjenosti. Naša župnija ima kar, lahko rečemo, 5 pevskih zborov ali tudi različnih skupin, bi lahko imenovali, ker spet ne moramo govoriti o kakšnih velikih zborih. Zdaj, mešani zbor, to je skupina 15 odraslih ljudi, fantov, deklet, mož in žena, ki pa glasovno ustvarijo eno lepo celoto, da lahko delujejo kot samostojni zbor. Potem druga skupina je moški kvartet, kvintet, odvisno kako včasih pride, ki zelo radi sodelujejo predvsem tudi pri pogrebih, pogrebnih mašah in zapojejo tudi na pokopališču in večkrat tudi v cerkvi. Potem skupina Pot, ki se vam bo predstavila kasneje. To je skupina, ki je nastala na podružnični cerkvi. In sicer nastala v mesecu maju, pred približno 5-6 leti. Je bilo nekaj deklet, ki so brenkale na kitaro, ki so rade prepevale in tako se je vsa zadeva začela. No, prav s to skupino smo potem, ko sem jaz prišel, naredili bolj resen projekt, tudi da bi to glasbeno ustvarjalnost, ki jo ima ta skupina, posredovali tudi drugim
širšemu slovenskemu občinstvu, predvsem, da bi s to svojo navdušenostjo dali nekje tistega poleta tudi za mnoge druge skupine, predvsem verske skupine. Gre striktno za versko skupino, ki poje pri vsaki nedeljski maši na podružnici. No, ta čas pred enim letom je nastala še ena nova skupina, skupina Šelest, ki je na nek način nekoliko nastala kontra tej skupini, ampak je čisto drugačna skupina. Komorna skupina 8 deklet, ki se ukvarja s čisto drugačno glasbo, ampak je predvsem skupina zelo navdušenih deklet, ki skušajo svoje srednješolska leta in študentska leta tudi na tak način preživeti, da skupaj nekje to svojo ustvarjalnost pokažejo v skupnem delu tudi z glasbo. Morda bi na kraju še naše gledalce povabili, če so v tem predelu Lepe Gorenjske, k sveti maši, oziroma da tudi pri maši slišijo ta pevski zbor oziroma to vaše ljudsko petje, ki ga gojite, in res Bogu hvala, da je tako. Tako, vabim seveda vsi, ki tudi radi planinarite, bo takole. Ta župnija je pod Storžičem, lepe planinske poti so tukaj, bori si za kakšne krajše nedeljske sprehode ali tudi za prave že planinske ture. Maše imamo že zjutraj zgodnjo mašo, prva je ob 6:30, druga ob 9:30 in pa na podružnici ob 8:00. Vedno je tako, da poje vsaj eden od zborov pri vsaki maši. Predvsem pa se pri nas vidi ta živahnost tudi med počitnicami. Pri nas imamo tudi oratorij z mladino, vedno skušamo organizirati lepe počitniške dneve, ki niso samo za zabavo, ampak tudi za koristnost, tudi da na tak način pokažemo, da nas druži ne samo tisto mladostno veselje, ampak predvsem, da nas druži tudi Bog in skušamo tudi z njim nekje narediti nekaj najprej za nas same, da bi imeli sami dovolj tega duhovnega navdiha in predvsem tudi za vse druge v župniji, in zato nas tudi naši verniki zelo radi sprejemajo in tudi radi poslušajo. Jaz se vam v svojem imenu pa v imenu naših cenjenih gledalcev zahvaljujem, da ste se odzvali na povabilo, in tako kot vam, tudi vsem vašim župlanom želim vse dobro, obilo Božjega blagoslova, in morda ob kakšni drugi priložnosti se morda še zopet srečamo, kajti glasba je tista, ki nas bo vedno povezovala in pripeljala oziroma poskušala razvedriti in tudi pripeljati bližje Bogu. Hvala lepa in poklone. Hvala tudi vam.
Na nebu za mene si pripel blesteče zvezde, ki mi v noči
Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, še vedno smo v oddaji Pot poti in gospoda župnika bomo prosili, da mi bo poskušal predstaviti glasbeno skupino Pot. Prosim. Glasbena skupina Pot je župnijska skupina, ki sicer deluje na podružnici. Vse se je začelo pred nekaj leti, ko se je nekaj navdušenih deklet zbralo, da bi poživilo nekoliko liturgijo, sicer pa poskušamo natančne podatke zvedeti od samih udeleženk. Nuša, kako se je pravzaprav vse začelo? Vse skupaj se je začelo pred približno 7 leti, ko je bil na Trsteniku še župnik gospod Jože Vrečko. Nekega večera mi je rekel, če naslednji dan lahko prinesem kitaro v cerkev, da bo bolj veselo. Takrat smo se s puncami zbrale in pričele s petjem mladinske duhovne pesmi. To nas je zelo potegnilo, ko pa se je skupini pridružil Aleš, nam je predstavil še to novo zvrst ritmično duhovno glasbo in nad tem smo bili zelo navdušene in seveda smo tudi zaradi tega potem tako vneto nadaljevali to pot. Odločili smo se tudi, da posnajemo CD, ki ga je sponzorirala založba Salve. Zelo radi pač prepevamo to mladinsko pesem. Ja, ni samo CD izšel, ampak pomembno je bilo tudi že prva skladba, s katero ste nastopile. Katja, ki si zapisala v tem CD-ju, človek poje, da lažje živi. To je zelo lep citat in tak moto, ki verjetno tebi nekaj pomeni. No, če ti razložiš, kakšni so bili pa tvoji občutki, recimo na festivalu Ritem duha, ko si predstavila, da si celo bila solistka pri tej pesmi, in potem po samem ritmu, ko ste dobili nagrado publike. Moram reči, da bo to za vse nas kar velika preizkušnja, je tak velik dogodek. Tudi opazili smo, da so mnenja lahko na koncu festivala takega velikega dogodka lahko zelo različna. Večina nas je sprejela, sem pa pač zasledila tudi kakšne takšne manj všečne pohvale in kritike in vse. Tako da moram reči, za nas je bo to velika preizkušnja, res nasploh. Sploh recimo, ko prideš v tekmovalni del, tam je seveda zmagajo samo nekateri, vsi ne morejo zmagati in se je treba zelo potruditi in seveda imeti zadaj stroj za lobiranje, za nabiranje točk in podobno. Alenka, ti si najmlajša v skupini. Kako se počutiš? Ja, jaz se v tej skupini res počutim odličen, s puncem se zelo dobro razumemo, veliko je heca, zabave, pesmi so mi zelo všeč, ta zvrst glasbe, ki je nekaj posebenega. Drugače pa, ki je resno treba poprijeti, pa tudi naredimo stvar tako, ko se zagreje. Posebno, ko pridejo kakšni taki tudi težki trenutki, kot si sama zapisala, naj nas v temi vedno objame pesem. Točno tako. Petra, snemati CD, to ni tako lahka stvar. Sploh recimo, ko gre za originalne skladbe, ko gre kar za precej skladb, 12 jih je na CD-ju, to je bilo vključenih kar veliko snemalnih dni. Kako si ti doživljala ta snemanja v studiu? Ja, meni se zdi, da smo vse punce na vsako snemanje odšle zelo vesele, pričakovali smo nekaj novega. In predvsem na začetku je bilo tisto, ki nismo vedeli, kaj bo. Pričakovali smo veliko, ampak nismo vedeli pač, kako tam zgleda v studiu, kako bo Dominik odreagiral, ko nas bo videl. Ampak na koncu se je vse dobro izteklo, zdi se mi, da smo bili tako mi zadovoljni, kot tudi Dominik. In zraven je bilo še veliko smeha in veselja, tako da jaz lahko rečem samo pozitivne stvari. Predvsem so snemalni dnevi zelo pomembni tudi za skupino, ker se mi zdi, da skupina ob takih trenutkih zelo raste. Pride sicer tudi do določenih kritičnih trenutkov, jih je tudi kaj bilo? Mislim, da zelo malo, ampak mogoče kakšen pa. S CD-jem smo zelo hiteli. Tina, se spomniš, nismo vedeli, ali bo izšel pred Božičem ali ne, poleg vseeno izšel in smo se res potem potrudili in smo 23. decembra še imeli prvi predstavitveni koncert. Kako je publika sprejela? Publika nas je sprejela zelo dobro, ljudje so bili navdušeni nad pesmimi. Mislim, da je bila cerkev tako polna, kot še nismo nikoli imeli tako te podružnične cerkve polne. Tjaša,
A je zdaj vaša skupina s tem zaključena, s pevkami, ki ste, ali tudi razmišljate, da bi se kaj razširila? Ja, mislim, da pač mi še nismo zaključili, no, da se bomo še naprej razvijali. Imamo pa tudi že mlajše deklice osnovne šole, ki imamo tudi vsako soboto vaje in pa že v nedeljah tudi skupaj pri nas pojemo. To pomeni, je že en podmladek, pomeni skupina Pot se bo nadaljevala. Kako pa je Vanja s samim CD-jem? Kje se ga da dobiti? Ja, CD se da dobiti v vseh boljših založenih trgovinah, potem na založbi Salve, v Župniji na Trsteniku in pa po vsakem našem koncertu. Tako. No, naredili smo nekaj kratkih pogovorov, sicer tukaj danes niso bili vsi člani skupine, imajo danes še tudi druge obveznosti. Manjkal je Aleš, manjkala je prav tako Katja Krančan, ki je tudi imela druge obveznosti. Seveda, povedali smo samo tudi nekaj stvari. Ta čas, ko je CD izšel, je že nastalo tudi že nekaj novih pesmi, za katere računamo, da bodo išle na novem CD-ju. In upam, da bo tako kot ta, tudi drugi CD, ki ga bomo, upamo, pripravili, ugajal vse poslušalce. Zahvaljujem se vam za pogovor, vsem sodelujočim. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, vas pa lepo pozdravljam iz Gorenjskega konca in vabljeni v naslednjo oddajo Pot poti. Lepo se imejte in nasvidenje. Hvala lepo. Ti
Mati Cerkve, Mati milosti Božje, Mati prečista, prosi za nas. Svet odpiram, tvoj se v svet, vem, da z nami ti si spet. Molim vedno te povsod, Mati kaži pravo pot. Mati Cerkve si nas, kraljica vseh rodov in ras. Varuj greha me povsod, Mati kaži pravo pot. Za teboj, Marija, gremo, ti nam kažeš pot nebo. Nazaj tebi iz srca, glasovi naši zapojo. Za teboj, Marija, gremo, ti nam kažeš pot nebo. Nazaj tebi iz srca, glasovi naši zapojo. Mati brezmadežna, Mati nedolžna, Mati deviška, Prosi za nas. Sreča tvoje je ime, veselje tvoje je srce. Žgi to radost, zdaj povsod, Mati kaži pravo pot. Mati Cerkve si nas, kraljica vseh rodov in ras. Varuj greha